En lep dober večer vam želim. Moje ime je Lili in danes bomo imeli popolnoma numerološko oddajo. Velikokrat me sprašujete, kaj pomeni, ko vidim to na uri, pa ko vidim drugo zaporedje, pa ko vidim registrsko in tako naprej. Na naših oddajah smo se že posvetili hišni številki, pa posvetili smo se datumu, kdaj so srečni dnevi, pa kdaj so karmični dnevi, kdaj začeti posel, kdaj iti na prvi zmenek in tako naprej. Danes pa si bomo pogledali ure. Naredili bomo kratek pregled, torej od nič do 24 za vsako uro, kaj naj bi nekako po numerološki razlagi v tistem času počeli, pri čemer nas energija podpira, kaj tista ura pravzaprav simbolizira. Kako vam to lahko pride prav? Se pravi, če se ponoči zbujate ob določeni uri, v določenem tem razmahu, si malo prisluhnite, malo razmislite, katero področje v življenju, pač boste šli poslušati tole oddajo za nazaj, ker je seveda tudi na YouTubu, katero področje je izpostavljeno. Ko boste morda planirali prvi sprehod, prvi zmenek in tako naprej, boste pa pogledali tudi, katera ura je najbolj romantična, čeprav, to je ravno 6. No, kar pa ima. Od nič do 1 zjutraj je čas potenciala. Je čas, ko je vse možno. Število nič namreč simbolizira vse ali nič. Potencial se lahko razvije, lahko ga dosežemo, lahko v njemu blestimo, ali pa ne. Ali pa ne naredimo nič. Lahko imamo največ potenciala na svetu, ampak če ne bomo mi tisti, ki bomo nekaj počeli, se seveda ne bomo nikamor premaknili. Torej, od nič do 1 zjutraj uporabimo energijo za inspiracijo in za ta občutek, da je vse možno. Kajti v resnici je vse možno. Nemogoče je samo, dokler tega ne naredimo. Potem od 1 do 2 zjutraj govorimo o energiji preboja, koraka naprej, nečesa novega. Neka energija samozavesti. Torej, dvomim, da boste ob 1 zjutraj klicali svojega šefa in mu samozavestno povedali, da vam nekaj ni všeč. Lahko pa si na listek v tem času napišete, kaj želite izraziti. Od 1 do 2 zjutraj je fantastičen čas za korak na nove poti. Odločimo se lahko tudi sred noči. Se pravi, kadar potrebujete podporo v nečem novem, nova služba, nov odnos, nov način razmišljanja, nov način oblačenja, vse, kar pomeni nekaj popolnoma nepoznanega in novega za vas, vas bo pri tem število 1 podpiralo. Torej od 1 zjutraj do 1:59. Od 2 do 3 zjutraj, da se obdaja energija komunikacije, pa predvsem razumevanje druge plati zgodbe. Torej, če vam gre nekdo zelo na živce, če se vam vedno znova dogaja, da imate z eno osebo podoben konflikt, podobne težave. Se med 2 in 3 zjutraj, če slučajno ravno ne spite ob tej uri, hitam se, poprašajte, kakšna je pa njihova plat zgodbe. Če potrebujete svojo plat izraziti, jo pa takrat zapišite. Posnamite video, posnamite sebe s snemalnikom zvoka. 2 nas vedno podpira v tem, da vidimo tudi drugo plat zgodbe, da vidimo tudi, kako zelo lahko sami drugače ravnamo. Kako se lahko mi spremenimo, kako lahko mi vplivamo na to, kar se sicer zdi, da nimamo besede zraven. Torej, nekako sebe znova postavite nazaj v to situacijo. Med 3. in 4. uro zjutraj se aktivira naš notranji otrok, spomini na otroštvo, naša domišljija, naša ustvarjalnost, bom rekla tudi domiselnost. Se pravi, v tem času lahko določene stvari se zdijo veliko boljše kot so ali pa veliko slabše kot so. Torej, kot majhen otroček, ki lahko s take mehne zadevice naredi cel projekt, tudi mi. Lahko v tem obdobju imamo več idej, se nam utrne več različnih rešitev, smo bolj domiselni, bolj izvirni, sigurno pa tudi nekoliko bolj dramatični. Torej, če vas preplavijo neki občutki, ne bom rekla depresije, ampak obupa, v tem času gre najverjetneje preprosto samo zato, da so določene misli spotencirane in okrepljene številom 3. Med 4. in 5. uro zjutraj govorimo o energiji našega fizičnega telesa, ne samo zdravje, ampak tudi sicer fizične oblike, tukaj zdaj ciljem na našo mati Zemljo, na planet Zemlje, na kamne in vse, kar povezujemo z elementom Zemlje.
Torej, če rabite malo več umirjenosti, malo več občutka varnosti, malo več stabilnosti, malo več zanesljivosti, uporabite to obdobje za odločitve, kjer si želite dolgotrajnosti. Torej, to so lahko zdrave navade, tukaj zdaj lahko govorimo ali o športu, ali o prehrani, ali o tem, da pijete več vode, karkoli, predvsem po vašem notranjem občutku varnosti. Vašem notranjem občutku, da vse iz preteklosti, kar se vam je slabega zgodilo, ne pomeni, da zdaj hodi za vami in se vam bo zgodilo še enkrat. Torej, štirica je tista, ki včasih simbolizira tudi trmo in ustrajanje. Torej, vsi, ki se zbujate ob 4:44, to pomeni po eni strani močna potrditev, da ste na pravi poti, pa tudi opozorilo, da se ne stvari oklepati. Ni vaša naloga, da veste, kako se bo nekaj zgodilo, ni vaša naloga kontrola, ampak podpora. In potem med 5. in 6. zjutraj govorimo o energiji spremembe, govorimo o energiji dinamike, strasti. In mislim, da bom mogla kihniti, se vam opravičujem. To je petka. Nepričakovano, neplanirano, spontano. Torej, sicer težko boste ob 5. zjutraj ali pa tudi ucvirnali na nek izlet v neznano ali nekakšno prav predrzno dogodivščino. Definitivno pa je to čas, ko nam pomaga presegati naše meje, naše omejitve, to, kar mi mislimo, da zmoremo. Torej, ko planirate nekaj, kar se vam zdi skrajno nezaslišanega, predrznega in morda celo tveganega, uporabite to jutranjo uro. Predvsem pa, če razmišljamo o nečem nevarnem, bi pa vseeno rekla, da o tem razmišljate raje ob 4. zjutraj, ko je 4 tista, ki prinaša varnost. Od 6. do 7. zjutraj govorimo o energiji ljubezni do sebe. Priznanka, to bi bil sicer tudi fantastičen čas za prvi zmenek, malo zgoden, ampak če tako pogledamo, kako lahko bolj čudovito pričnemo dan kot z neko gesto ljubezni do sebe. Zato vas bom zdaj vprašala, ali si zjutraj vzamete čas zase? Ali zjutraj na hitro popijete kavico in zdirkate skozi vrata in vam gre že vse na živce, še preden ste sploh šli od doma? Ali čakate do zadnje sekunde, preden vstanete? Ali vstanete, si vzamete čas zase, si skuhate kavico, čajček? Kaj je tisto prvo, kar date v svoje telo? Kaj je tisto prvo, kar storite za sebe? A dihate zjutraj? A se raztegnete? A naredite kakšno vajo? Ali morda celo meditirate? Morda si privoščite jogo? Morda si privoščite mrzlo prho? Nekateri si zjutraj privoščijo tudi kopel. Je že res, da je za to potrebno prej vstati. Ampak tudi to so geste ljubezni do sebe. Torej, od 6. do 7. zjutraj na življenje testira, ali smo do sebe ljubeči, na kak način smo ljubeči in kakšen je naš odnos do sprejemanja in ženstvenosti. Potem od 7. do 8. je pa pravzaprav čas, ko naj bi se najlažje učili. Število 7 je tisto, ki je zbrano, osredotočeno in natančno. Torej, ob 7. zjutraj bi bilo idealno, da bi se učili, predavali, idealen čas za osebnostno rast, duhovno rast, se pravi meditacija, branje knjig, neko kvalitetno delo na sebi in tudi pravne zadeve, izpiti, podpisi pogodbe, je malo rana ura, ampak mogoče pa zato rečejo rana ura, zlata ura. Od 8. do 9. pa govorimo o času manifestiranja, se pravi, če pogledamo, kako lepo se nadaljujejo energije, ob 6. se zbudite, pa ste do sebe nežni, pa ljubeči, pa potem ob 7. meditirate, pa se odločate, kaj bi, pa kaj ne bi, ob 8. pa potem to meditirate. Torej, število 8 simbolizira učinkovitost. Tista energija, ko pa greš skozi vrata in veš, kaj boš v tem dnevu počel, dosegel, naredil, kako se boš organiziral in si pri tem učinkovit. Ko govorimo o zakonu privlačnosti, če radi uporabljate afirmacije, je daleč najboljša ura od 8. do 9. Ko govorimo o poslovnih pogovorih, dogovorih, pričetkih nekega sodelovanja, kampanj, je vse to ob 8. zjutraj. Tako da tudi večina trgovin pravzaprav, mislim, da se odpira ob 8. Ob 9. govorimo o energiji zaključevanja. Govorimo o energiji, ki povezuje svet med seboj. Torej, o energiji, ki nekako prinaša nek smisel, prinaša nek občutek notranje izpolnjenosti, je pa to obdobje, ki je idealno za energijsko zdravljenje. Se pravi, tisti, ki imate radi obisk pri bioenergetiku, ki imate radi obisk pri reikistu, morda pri teta healerju, vse tisto, kar nekako sodi v alternativno medicino, med 9. in 10. vas energije pri tem še posebej podpirajo. Med 10. in 11. uro pa govorimo o energiji preboja, reza. Neko novo energijo prinaša število 10. Število 10 je tudi karmično število,
ne prinaša negativnih vplivov, tako kot 13, 14, 16 in tudi 19, ampak prinaša res, energijo reza, energijo, ko nas nekaj enostavno mine, ko vidimo, da je toliko drugega, drugačnega, novega, nepoznanega na svetu, zakaj točno bi potem se tam vedno znova ukvarjali z nečim, kar pravzaprav nam več ne prinaša radosti. Torej, če govorimo o tem, da greste težko iz neke navade ven, težko iz nekega odnosa ven, ki je zelo jasno, da je toksičen, se dajte tega lotiti med 10. in 11. uro, kajti to dejansko govorimo o zelo pomembnem procesu, ki se je pričel ob 9. ali 9. v mesecu, ali v 9. letu, se pravi pod energijo števila 9, ko zaključujemo, ko zdravimo, ko transformiramo, število 10 je pa potem tisto belo platno, nepopisano platno in potem pridemo do naše drage številke 11, ki je duhovno število, mojstrsko število, ki pa prinaša duhovno zrelost, modrost, nauke. Torej, idealno bi bilo, če govorimo o nekih duhovnih delavnicah, predavanjih, delu na sebi, učenju, morda celo kanaliziranju lastnih sporočil, povezovanju s svojo intuicijo, s svojim višjim jazom, svojo podzavestjo, s svojimi preteklimi življenji in tako naprej, da bi to počeli med 11. in 12. uro, predvsem ob 11. in 11 minut, nas obdaja močna energija povezovanja vseh nas biti na zemlji in drugačnih biti, torej uporabite ta čas, da bi prisluhnili predvsem svoji intuiciji, uvidom, ki vam jih življenje želi predati, torej v tem času sicer je veliko ljudi na malici, morda pa ravno zato takrat v malo večji sproščenosti lahko pride do nas tudi kakšno sporočilce, kar sicer ne bi. Med 12. in 1. uro govorimo o času, ko pa mi nekako projeciramo sebe v okolico. Se pravi, 1 smo mi, 2 je okolica. Če rabite nekaj povedati, če govorimo o javnem nastopanju, če govorimo o tem, da boste nekomu povedali mnenje, na katerega predvidevate, da ne bo pozitivno se odzval, uporabite potem to uro med 12. in 13. Takrat lažje svojo plat zgodbe, ki je drugačna od plati zgodbe okolici, se pravi 1 v nasprotju z 2, lažje skomuniciramo, lažje povemo. Torej, v tem času se boste lažje vi identificirali in druga oseba vas bo lažje razumela. In zdaj smo že pri prvem karmičnem številu, 13. Med 13. in 14. uro govorimo o energiji prevzemanja odgovornosti za pretekle izbire. Se pravi, v tem času lažje dostopamo do spoznanj, kje in kako bi lahko ravnali drugače, bolje, kje in kako bi lahko ravnali bolj umirjeno, kje in kako bi lahko ravnali bolj zrelo. To ne pomeni, da nas bombardirajo naša prejšnja življenja v tem času, to enostavno pomeni, da nas življenje nekoliko testira. Seveda se v teh urah ne priporoča podpis pogodbe, ne priporoča prvi zmenek, ne priporoča poslovna pogajanja, ne priporoča nič pomembnega in nič povezanega s prihodnostjo. Karmična števila simbolizirajo preteklost, preteklo energijo, nekaj iz preteklosti, nekaj iz ozadja, nekaj iz naše podzavesti in vlečejo nazaj. Se pravi, če se mi dogovarjamo nekaj za prihodnost, bomo to ustvarjali s preteklimi energijami. Se pravi, med 13. in 14., 14. in 15., 16. in 17., 19. in 20. ni obdobje, da bi sklenili posle, ni obdobje, da bi pogajali se, ni obdobje, da bi šli na prvi randi, ni obdobje, da bi dali v nov izdelek, ni obdobje, da bi šli ravno na daljše potovanje, kjer se vam lahko kaj zgodi. To ne pomeni, da vas zagotovo čaka nekaj slabega, to pomeni, da je večja verjetnost, da se bodo stvari zakomplicirale. Med 14. in 15. uro govorimo o času, ko smo tudi mi malo bolj svobodomiselni, ful bolj odprti, ful bolj drzni in ko nas mogoče malo bolj mamijo prepovedani sadeži, stvari, s katerimi se sicer ne bi ukvarjali, torej bodite pozorni, kaj vam po misli hodi v tem času. Izvrstno pa je, kadar rabimo mi nekaj povedati, česar nas je sram. Torej, med 14. in 15. uro ni vedno vse samo slabo, kadar govorimo o energijah karme. 14. nam lahko zelo pomaga pri tem, da končno izrazimo tisto plat sebe, ki bi jo najraje skrili, seveda pa moramo biti zelo previdni, komu to izrazimo, ali bo druga oseba to znala razumeti in sprejeti. In potem med 15. in 16. uro govorimo o času močnih sprememb. Se pravi, tako 1 kot 5, obedve simbolizirate dinamično energijo, hitro energijo, energijo sprememb.
Zato pa je takšno, kot je na cestah ob 3, ko se nam vsem mudi in smo vsi živčni in vsi mislimo, da bi mogli biti drugače, kot je. Torej, 15 je tista energija, ki nam pomaga videti nekaj eksotičnega, nekaj oddaljenega, nekaj povezanega s tujino. Če govorimo sploh o poslu s tujino, o potovanjih, o selitvi, o novih začetkih, med 15 in 14 uro je idealna priložnost, da to planirate, razmišljate, delate na tem, vse dogovarjate, pakirate kufre, se selite in tako naprej, kajti sama energija vas podpira pri tem, da ste čim bolj drzni in ob tem tudi hitri. Torej tudi med 15 in 16, drage drame, je to izvrstna energija tudi za striženje las. Med 16 in 17 govorimo o energiji, ko se izlušči resnica, ki je povezana z nami. Torej, 16-7 je karmično število, ki nas nekako vedno znova spodbuja pri tem, da smo mi bolj iskreni, mi bolj suvereni. Pa tega ne želim povedati na negativen način, torej pomeni, da vas življenje kritizira, ampak da vas želi vprašati, ali resnično živite svojo resnico. Torej, sploh med 16 in 17 se ne priporočajo pravni posli, se ne priporočajo pogodbe, se ne priporočajo sklenitve nakupov in tako naprej. Velika verjetnost je, da bi lahko bilo v drobnem tisku kaj takega, kar vas absolutno ne bo navdušilo, ko boste našli po podpisu. Med 17 in 18 pa je idealna energija ravno za to, za natančnost, za pravičnost, za podpis pogodbe, za poslovne pogovore, za raziskovanje, za učenje, predvsem pa za sklenitve stvari, ki bodo dolgotrajne. Se pravi, najem, če se odločate za najem, če se odločate za prodajo stanovanja, za učenje, za mogoče boste pisali knjigo in tako naprej. 17 zelo, zelo to podpira, tudi sicer sodišče ob 17 ne delajo več, ampak idealno bi bilo, če bi bile obravnave takrat. Se pravi, 17 simbolizira po eni strani resnico, korektnost, neko dostojanstvo, po drugi strani pa tudi pravičen izid. Se pravi, če govorimo po tem, da smo v nekem konfliktu, da smo v neki situaciji, v kateri se počutimo zelo slabo, imamo občutek, da se nam godi krivica ali se nam je zgodila krivica, bomo med 17 in 18 uro to mnogo lažje razložili, izrazili in bili tudi pravilno razumljeni. In smo že pri 18 uri, nažalost 6 popoldne ni tako idealna ura za zmenke, ni slaba ura, je pa izvrstna ura za poslovne dogovarjanja, ki imajo nek dolgosežen, dolgoročen vpliv. Se pravi, enkrat smo rekli tista, ki prinaša nove začetke, ki se kar nekaj časa vijajo pred nami, osmica je tista, ki jo povezujemo s financami, s poslom, z uspešnostjo. Na ravni posameznika pa je to ura, v kateri sami sebi lahko poveste, da zmorete več. Sami sebi lahko poveste, da lahko dosežete vse, česar si zamislite. Torej, znova smo pri obdobju, ki je izvrsten za afirmacije, za delo na sebi, za krepitev samozavesti, vaše lastne samopodobe in tudi zato, da pomagate pri tem drugim. Se pravi, med 18 in 19 uro govorimo o tistem, bom rekla, zdravem egu, po 19, ko pa povezujemo znova s karmo, z egom, s pohlepom, sebičnostjo. To ne pomeni, da se vsi spremenimo v nekaj podobnega volkodlakom ob 7 zvečer, ampak pomeni, da so energije mnogo bolj osredotočene na to. Torej, po 19 uri se nikakor ne priporoča poslovnih sodelovanj, nobenih dogovorov ali pa izražanja sebe. Velika verjetnost je, da boste mogoče hoteli samo povedati, da si želite sladoleda, pa boste dobili nazaj očitek, da ste sebična rit, da ste požrešni in tako naprej. Torej, 19 je tista, ki kaže nekako temno plat zgodbe, rekla sem zgodbe, ne vas. Torej, po 19 je najbolje, da sami sebe opazujemo, kaj je tisto, kjer se še učimo, kaj je tisto, česar še ne znamo, nekako pa se ne ukvarjamo z okolico, ker velika verjetnost je, da vidimo malo bolj temno ali pa slabšo izvedbo njih, kot bi jo sicer. In smo že ob 8 zvečer, torej med 20 in 21 uro je energija zelo usmerjena v odnose in v vse, kar je možno preko odnosov. Prej smo rekli, število nič simbolizira vse ali nič. Ko govorimo o nič do 1 zjutraj, govorimo na splošno o potencialu, ob 10 zjutraj govorimo o našem potencialu, zato režemo preteklost, ob 20 zvečer pa govorimo o potencialu, ki nam ga lahko nekdo, ne bom rekla podari, ampak pri tem pomaga. Se pravi, ljudje v naši okolici, organizacije v naši okolici, naše okolje, prepričanje in tako naprej. Se pravi, govorimo o energiji, ki nas obdaja.
Se pravi, če želite spremeniti svojo družbo, če želite se začeti družiti z drugačnimi ljudmi, drugače razmišljati, je ob 20. zvečer idealna energija, da to prepoznate, da izbirate drugače, predvsem pa, da prepoznate vse tiste poti, na katerih bi vam lahko drugi pomagali. Ne govorim o preračunljivosti, ne govorim o izkoriščanju, govorim o zdravi energiji sodelovanja in ta energija se potem nadaljuje tudi v 21. uro, ko pa okolica nam lažje preda informacije. Če se spomnite, ob 12. smo rekli, da smo mi tisti, ki lažje svojo drugo plat zgodbe predamo naprej in nekako pričakovati, da bo okolica nas razumela. Ob 21. pa je naša naloga, da mi razumemo okolico, ki je od nas drugačna, da mi razumemo ali se vsaj skušamo razumeti, približati situaciji, ki se nam zdi zelo, zelo nenavadna. Torej, ko govorimo tudi o tujih kulturah, morda se boste usedli, pa boste pogledali kakšen dokumentarec, pa boste radovedni, sicer pa je to obdobje, ko lažje razumemo nekaj, kar je zelo, zelo nam nepodobno. Ob 22. znova govorimo o mojstrskih energijah, to je energija stabilnosti, to je energija manifestacije za generacije, ki prihajajo. Vidite, kako lepo se nadaljuje. 20, 21, 22. Se pravi, razumemo najprej drugačnost. Treba je razumeti ljudi, ki so nam drugačni. Ne glede, zdaj govorimo o verski spovedi, spolni usmerjenosti, barvi kože, spolu, čemorkoli. Vsi smo si med seboj različni. Eni malo bolj, eni malo manj. Torej, ko razumemo to drugačnost, to drugo plat zgodbe, lahko stopimo skupaj v energijo 22 in ustvarimo nekaj dobrega za generacije, ki prihajajo. Kajti tudi v generacijah, ki prihajajo, bodo drugačni ljudje od nas in bodo taki ljudje, ki nam ne bodo všeč in tako naprej. Torej, 22 je tako močno število, ki združuje, ki išče srednjo pot, ki jo ustvarja. Ob 22, če vidite to uro, pomeni, da vas življenje bodri, da vas spodbuja in da vam želi povedati, da bodo prišle osebe, ki vam bodo pomagale na vaši poti. Pomembno pa je seveda, da vi naredite prvi korak. Ob 23. govorimo o ustvarjalni energiji in idejah drugih ljudi. Se pravi, nekje, nekoč, nekdo je nekaj pričel, se je domislil, mi se lahko temu pridružimo. Ob 23. si mislim, da nekako poslovnih dogovorov ne sklepamo, ampak sigurno pa je to energija, ki je malo bolj sproščena, malo bolj radoživa in obenem zato, če se spomnite na uro 3, smo rekli, povezujemo jo z otročkom. Otroku se hitro mudi, otrok je včasih malo neodgovoren, malo seveda je tudi čustveno nezrel. Se pravi, 23 povezujemo tudi s časom, ko smo lahko mi do okolice čustveno manj zreli, morda celo nesramni ali pa morda zahtevamo preveč, po drugi strani pa tudi mi sami ranljivi. Torej, med 23. in 24. uro naj bo to obdobje, ko se mi posvetimo tistim ljudem, ki jih imamo radi in počnemo tisto, kar nas radosti. Definitivno pa, če je nekdo do nas nesramen, podobno kot sem rekel tudi v prejšnjih obdobjih, ne tega preveč si vzeti k srcu. Trojka je tista, zaradi katere hitro včasih stvari dojemamo kot napad na nas, kot kritiko nas, pa ni temu vedno tako. 24 oziroma nič, sta si pa zelo različni energiji, torej to tudi je neka prelomnica iz enega dneva v drugega. Bi rekla, 24 je energija stabilnosti, pa ob enem znova seštevek 6 prinaša lekcije ljubezni do sebe. Torej, tisti zadnji trenutki dneva so namenjeni temu, da se mi znova ustavimo sami pri sebi. Torej, ko govorimo o nekem tem ciklu enega dneva, se prične s potencialom, kako fantastično, ob nič je vse možno ali nič. In dejansko vsak dan je nepopisan list. Vsak dan prinaša takšne in drugačne možnosti, priložnosti, vsak dan pravzaprav je nepoznan. Mi lahko planiramo, mi lahko vemo, kaj hočemo, lahko smo zelo odločni, pa da lahko življenje v trenutku postavi drugam. Pa se lahko življenje v trenutku spremeni. Torej, bodimo hvaležni za vsak trenutek, ki ga imamo in bodimo prisotni v tem trenutku. Bodimo mi tisti, ki določamo potek energije in ne okolica, in bodimo mi tisti, ki izbiramo kdaj in kako se bomo nečesa lotili. In kateri imamo občutek, da smo v nekaj prisiljeni, da smo v to ujeti, da nimamo izbire, se dajmo spomniti, da ja, imamo vedno izbiro. Vedno. Naš odziv na to, kar se je zgodilo, je izbira. Torej, če imate možnost, jaz upam, da vam bo tale pregled po urah pomagal, si dajte pomagati s temi določenimi urami, ki tudi energijsko potem podpirajo dejavnost oziroma odločitve oziroma to, kar želite početi. Po drugi strani pa nikakor svoje moči ne prelagati v roke drugih, ne prelagati
v okolico. Okolica niste vi. Ljudje v vaši bližini nimajo iste karme, nimajo iste poti, nimajo istih talentov, nimajo iste preteklosti. Niso vi. Torej ne prilagajmo svoje moči v roke drugim, ampak ne glede na to, koliko je ura in zakaj je čas in kaj podpirajo energije in kaj ne, bodimo mi tisti, ki se vedno odzivamo na pozitiven način, na korekten način, na dostojanstven način, na način, ki je zrel, da rečem odrasel, korekten tako do drugih, kot tudi do nas. In ki vodi v neki poti, v neki smeri k dobremu. Kajti to, da se skregamo, je lahko včasih konstruktivno, je lahko včasih del tega, da se postavimo za sebe. Če pa smo v tem kregu hudo žaljivi, zelo agresivni, grozimo, pa vseeno naredimo škodo. In ne vem, če resnično je to konstruktivno, čeprav morda dosežemo to, kar smo želeli v danem trenutku. Ampak, ali ni to morda prazno? Če ste vi ta oseba, ki je prisiljena v nekaj, sem prepričana, da tega ne date z ljubeznijo, ne date z radostjo. To popolnoma isto velja tudi, če smo mi jezni, pa smo mi tisti, ki smo agresor, da tako rečemo, in mi dosežemo svoje, in mi izsilimo svoje, in mi toliko časa vztrajamo, da je tako, kot smo mi želeli. Se dajmo zavedati, da je na drugi strani to prazno in da je to nekako pravzaprav obdarjeno z grenkim priokusom. Torej, pravijo, da ko napoči pravi čas, ko smo mi tisti, kot moramo biti, se čudeži pričnejo dogajati, ne glede na to, koliko je ura, ne glede na to, kater datum je, ne glede na to, koliko karme na nas vpliva ali ne. Torej, preden se od vas poslovim, vam želim čim več magičnih trenutkov, prav vsak dan. Ker vsak dan je darilo. Vsak dan je nekaj posebnega, tako kot se tudi vi nekaj posebnega. Torej si želim za vse nas, da bi iz vsakega dneva potegnili v največ, kar lahko, prežeto z radostjo, z ustvarjalnostjo, bomo rekli, tudi z ljubeznijo, tudi z navihanostjo, tudi z malo predrznosti in kančkom tveganja. Kajti le tako se bomo premaknili iz našega lastnega območja udobja. Tako da, dragi moji, jaz vam želim en prečudovit teden, v katerem naj bo veliko takih in drugačnih trenutkov. Za malo več napovedi, tedenske napovedi zdaj le ni, pa vabljeni na www.lili-sorum.com. Tam je tudi veliko člankov o numerologiji, tudi o osebni rasti, tudi o duhovni rasti in tudi to oddajo boste tam našli, kot tudi na YouTube kanalu za tiste, ki ste morda zamudili. Zdaj pa vam želim en lep večer še naprej. Pa, pa!